Ta avto, po mojem mnenju, predstavlja eno največjih laži leta 2024, hkrati pa začetek konca Renaulta. Evo, avto številka 2 je Renault 5. Avto, ki bo po vsej verjetnosti tudi evropske avto leta, glede na to, da so tako zelo navdušeni novinarji nad njim. Jaz sem pa na njemu že takoj, že v sami predstavitvi videl ene par stvari, ki me je resnično zmotil. In zaradi tega mislim, da je ta avto precejšen flop ali pa na nek način čustven nateg. Ok, moram priznati, da so pri Renault pravi mojstri manipulacije. Ali pa se sam delajo zelo neumne, tako kot nekateri avtomobilski novinarji in influencerji. Nova 5 namreč ne prinaša nič novega v svet električnih avtomobilov. Zanimivo, kako se pri Renault ničesar niso naučili od skupine Stellantis. Ta zadnja 4 leta izdeluje avtomobile z identičnimi karakteristikami kot je nova 5. Torej, nekje 50 kW baterijo in 100 kW polnjenjem. To so Opel Corsa, Peugeot 208 in pa električna Moka, pa še kakšen avto bi se našel. Vsi te se zaradi svoje prodajne neuspešnosti v Sloveniji niti ne prodajajo več. Se jih niti ne najdeš v uradnih cenikih prodajalcev. Ne najdeš jih pa niti na auto.net, mislim tistih novih. Kar nam jasno govori, da takšni avtomobili za prehod na e-mobilnost resnično ne funkcionirajo. Zato dvomim, da tovrstna tehnološka konfiguracija električnega avtomobila, kot jo prinaša nova 5, v letu 2025 ne prinaša uspeha. Še posebej v pogledu na ceno. Valjda nam avto odpustil samo to, da je luštkan. Pejmo naprej. Renault je naredil avto, ki se ga vsi ful dobro spomnimo in spet podobno kot Dacia Duster, stav na to, da nas bo avto vizualno prepričal in da večina ljudi tako ne bo vedel, kaj pomenijo kilovati, pa hitro polnjenje in tako naprej. Področja, kjer ta avto nažalost šibek. Mene je avto tudi razočaral zaradi enega dejstva, da je Renault ena tistih blagovnih znamk, ki je v preteklosti pokazala, da zna zelo dobre električne avtomobile delati. Tak je bil, na primer, Renault Megane E-Tech, ki je vsaj v mojih očeh eden najboljših električnih evropskih avtomobilov. Je pa problem tega avtomobila to, da ni znal v bistvu se dobro prodajati in zato Renault na nekatere njegove lastnosti ne stavi več pri novih avtomobilih, meni se zdijo pa izjemno pomembne. Pa da ne bo kdo mislil, da ne cenim retro žmohta tega avta. Sem 45 let star prdec, ki me valjda je reinkarnacija nove 5 do konca seksi. Za mene pač ne kupijo te umetne joške brez prave vsebine. Dajmo se zdaj čisto zares dobro vprašati, kdo bo padel na ta retro šik. Mladi upokojenci. Vsem ostalim neprimite mladim nova 5 ne pomeni nobenega posebnega žmohta, nobene nostalgije in nobenih spominov. No, o tem govorim. Pa pojmo kar zdaj, zakaj meni Renault 5, ta nov Renault, ta nova 5-kica, pravzaprav ni všeč. Prva stvar, ki me je malo zmoti, 52 kW baterija, to je ena tista mejna vrednost pri tej bateriji, je ta električen avto težko prvi električen avto v družini, ampak to šele nek drug avto v familiji. Namreč že nekaj časa velja 60 kW za tisto mejo, kjer je ta avto vse splošno res dobro uporaben in je lahko prvi ali pa primarni avto v družini. Obstajajo tudi mejne družine, dvočlanske ali pa tročlanske, kjer bi ta avto lahko špilil v konceptu ali pa scenariju, ko je treba z Ljubljane priti do Portoroža v soboto in nazaj z eno baterijo. Mogoče na tem mestu razložim še eno malenkost. Za tiste, ki ste zelo sveži v e-mobilnosti. Lahko bi potestirali 100 različnih električnih avtomobilov in na koncu bomo ugotovili, da je nekje povprečna poraba električnega avtomobila tam okoli 20 kWh na 100 km. Tesla bo pri avtocestnih hitrostih porabila 18 kW na 100 km, manj učinkoviti avtomobili pa nekje 24. Torej, če imaš nekje 60 kW baterijo, lahko pričakuješ 300 km dosega. Pri Tesli mogoče 350, pri nekem res neučinkovitem avtomobilu pa 230. Sam toliko za intermeca. Tako da to je njegov ta prvi problem. Ta drugi problem je to, da je v bistvu njegova obljuba mestne mobilnosti mičkano okrnjena. Če je Megane E-Tech zmogel 22 kW polnjenje na mestni infrastrukturi, torej tisto hitro polnjenje, zdaj Renault 5 omogoča samo 11 kW. Jaz bom mogoče povedal praktičen primer, kaj to pomeni. Pomeni, da če bi šli vi z Meganom E-Tech gledati film 2 ure pa pol dolg v kino in bi ga v kinematografu preklopili na to javno polnilno strukturo, bi po 3 urah, ko prijete iz kina, imeli teh 60 kW v svojem avtomobilu, Pri Renault 5 bo pa to trajalo pravzaprav 5-6 ur, torej enkrat dlje.
In glede na to, da je avto namenjen za mestna središča, kjer je tako omejena ta infrastruktura, ki se da polniti, kjer veliko ljudi svojih polnilnic nima, bi teh 22 kW, s čimer bi se naprimer 40 kW, torej ta majhna baterija od Renaulta 5, napolnila v dobri uri 55, dajmo reči, ali pa 2 urah ali pa 2 urah 15, odvisno koliko bi uspel avto vzeti iz tega običajnega polnilnega mesta. Bi bilo to, a ne? Torej prideš nekam shopping center, avto preklopiš, greš po nakupih, po 2 urah prideš, baterija polna. Pač ne, avto onemogoča v bistvu to hitro polnjenje z 22 kW. Ok, tole je edit v montaži. V svojem spontanem izlivu sem pozabil povedati, da je 22 kW polnjenje imel Renault Zoe, ki so ga nehali delati letos meseca maja. Hkrati pa je imel identično velikost baterije. Zdaj, kup znalcev interneta bo rekel, da 22 kW serijsko nima niti Porsche Taycan. Res je, to je praktično edina njegova in največja napaka. Samo na žalost meni se zdi res pomembno, da mestni avtomobili hitro filajo na mestni infrastrukturi, še hitreje pa na DC hitrih polnilnicah kot je Ionity. No, in tukaj imamo še en problem Renaulta 5. Hkrati pa ne omogoča hitrega polnjenja, res hitrega polnjenja te svoje 52 kW baterije. Pomeni, da na hitrih polnilnicah, kot je Ionity, pa ta mreža 150 plus kW polnilnic, tam boste lahko samo 100 kW polnili, kar je pa leta 2024 res malo. Map platforma, naprimer od Volkswagna, torej dajmo kar tako reči ID3, pa v končni fazi Cupra Born, polnata 150-160 kW, mislim, kar je precej več, kot zdaj pri Renaultu, kar pomeni, da boste dlje stali na teh hitrih polnilnicah. S tem se tudi v bistvu ta uporabna vrednost tega avtomobila zmanjšuje, oziroma ga oddaljuje od vašega prvega avtomobila v družini. Koliko družin ima pa 2 ali pa 3 avtomobile, pa sami presodite. To je ta tretja stvar pri tem avtomobilu, ki je pa zelo moteča, pa vse jih je še več, je pa to, da je ta obljuba avtomobila pod 25 000 evri električnega sicer izpolnjena, ampak ta avto, ki ga boste lahko pod 25 000 evri kupili, ne zmore hitrega polnjenja, torej pomeni, da ga ne morete pripeljati se na Ionity in ga nafilati, ker tega pač nima. Ima samo običajno 11 kW polnjenje, tako kot mogoče BMW 3, ki je 15 let star avto. Tako, bom rekel, to pa je v bistvu tista res grozna stvar pri Renaultu 5, da so si dovolili to, da ne omogoča niti 50 kW polnjenja pri najcenejšem modelu, naprimer, bi bilo sprejemljivo, ker potem bi človek lahko se nekam odpravil, pa malo potrpel, pa mogoče na filu. Moram se pa na tem mestu upravičiti BMW-ju. Zadnja generacija BMW i3 je omogočala 50 kW hitro polnjenje, torej to DC polnjenje. In bi ta avto lahko služil v nekih mestnih središčih kot neka dobra alternativa ali pa res dober drug ali pa tretji avto. Tako pa pač ne more, ker ne boste mogli svoje babici nekam na Koroško pa nazaj, ker vam ne bo uspel, baterija bo premehna, avto se bo prepočasno pri babici filu. Tako da to je to, kar je Renault 5, seveda je prostor na zadnji klopi popolnoma neprimeren za kakšne mamice s kakimi dojenčki, lupincami in tako naprej. Tako da kup enih stvari pride tukaj v to debato, zakaj ta avto zelo samo po mogoče francoskem okusu, pa niti ne po okusu nekih francoskih velemest, ker tam vemo, da ni hitrih polnilnic, pa vemo, da so te tudi zasedene, kdo je bil zdaj tujini, ve, da je tudi to ratu problem, da je veliko teh počasnih polnilnic oziroma javne infrastrukture mest že kar zasedenih. Na tem mestu bi rad še nekaj izpostavil, kar res ne govori v prid novi petki. Ko bo slednja zapeljala na evropske ceste v začetku leta 2025, se bo znašla v precej močni konkurenci. Za praktično zelo podobno ceno že danes dobite ID3 ali pa Cupra Born. Avtomobila z večjo baterijo, hitrejšim polnjenjem ter več prostora na zadnji klopi in seveda v prtljažniku. Hkrati pa na vrata trka še kakšen Francoz, kot je Citroen C3, ki se ne trudi biti nekaj, kar ni, ampak je preprosto le mestni avtomobil. Ne pozabimo na Hyundai z modelom Hyundai Inister za okoli 25 000 evrov, pa seveda množico električnih Kitajcev po 20 000 evrov. To mi govori, da bo Renault 5 eden največjih flopov v zgodovini te blagovne znamke, čeprav je hkrati ena najlepših reinkarnacij v avtoindustriji. Osebno mi to pove, da ni vedno najbolje obujati starih idej, ampak je potrebno v teh časih inovirati. In se mi zdi, da leta 2025, ko bo Renault 5 zapeljal na te evropske ulice, bo marsikaj Kitajcev omogočil
40 kW, pa polnjenje 100 kW, pa tako naprej, in ta avto ne bo konkurenčen v ničemer drugem, tako kot Dacia Duster, kot v videzu. Tako da, ja, Renault 5. Zame osebno je tako mehko razočaranje, ali pa, dajmo temu reči, krvlko. Upam, da ti je bil ta video všeč. Za več take iskrene vsebine, malo drugačne, kot jo producirajo mainstream mediji, pa valjda spletni influencerji, se naroči na moje kanale na Instagramu, YouTubeu, Facebooku, TikToku oziroma na vseh teh družbenih platformah. Tako da se vidimo v naslednjem videu, ki bo glih tako provokativen. Obljubam.